V prostorih Alma Mater Europeja v Mariboru je bilo v sredo 23. februarja srečanje gibanja Povežimo Slovenijo. Srečanja so se udeležili predsedniki strank gibanja: Marjan Podobnik, Slovenska ljudska stranka, Zdravko Počivalšek, stranka Konkretno, Franc Kangler, Nova ljudska stranka Slovenije, Andrej Čuš, Zelene Slovenije in Andrej Magajna, Nova socialdemokracija. Uradni govornik gibanja Marko Balažic in predsednik državnega sveta je v uvodu srečanja predstavil gibanje Povežimo Slovenijo. Slovenska ljudska stranka, stranka Konkretno, Nova ljudska stranka, Zelene Slovenije in Nova socialdemokracija so se namreč 2. februarja 2022 s podpisom pogodbe zavezali, da bodo gradili dinamično in povezano družbo, ki nikogar ne bo pustila samega. Marko Balažic se je v uvodu spraševal, ali je Slovenija res tista država, v kateri si moramo dajati na noge uteži in ali moramo res kričati drug na drugega. In ali je Slovenija tista država, kjer si pomagamo te uteži odstranjevati in graditi skupaj koalicije, zato da stopimo korak naprej. Po njegovem mnenju je prava rešitev v Sloveniji, da sodelujemo, da se premikamo. Po besedah Balažica so v gibanju Povežimo Slovenijo oblikovali 3 temelje. Tako so v tem gibanju povezani ljudje ljudsko-socialnega, liberalno-gospodarskega in zelenega centra. Torej ljudje, ki so prepričani, da zmorejo preko povezovanja ustvarjati nove priložnosti, ljudje, ki imajo pred očmi odgovoren razvoj Slovenije. Gibanje Povežimo Slovenijo je v bistvu ta nova pot politike, ki združuje, ki povezuje, ki ne razdvaja drugače mislečih. In predvsem želimo graditi v Sloveniji en nov pristop trajnostnega razvoja, ki ga uresničujejo vse stranke, ki so se nam do sedaj pridružile. To pa so Zeleni Slovenije, Slovenska ljudska stranka, Nova ljudska stranka, Nova slovenska demokracija in Konkretno. In danes smo tukaj v Mariboru na povabilo predsednika Nove ljudske stranke, gospoda Kanglerja. Naši cilji so v bistvu združevati vse dobro misleče ljudi, njihove ideje, njihovo znanje, da bodo slišani, ne samo, da bodo poslušali politiko, ampak da dejansko bomo uresničevali tisto, kar je možno v tem trenutku v okviru sonaravnega razvoja Slovenije. Načrti stranke Zelenih so vsekakor zmaga na volitvah, da bodo na podlagi tega lahko oblikovali sonaravno zeleno ljudsko pot. Kajti naše vodilo je, kaj je dobro za ljudi, kaj je dobro za naravo in seveda, kaj je dobro za gospodarstvo. Le vzajemno sodelovanje skozi te 3 usmeritve, lahko rečemo skozi usmeritve trajnostnega razvoja, bomo mi lahko še živeli v tej lepi deželi. Sodelovanje vseh 3 temeljev skupaj, torej ljudsko-socialnega, liberalno-gospodarskega in zelenega centra, je tisto, kar daje politično vsebino. In to je tudi demokratična politična sredina in to je tudi način demokracije, ki bi mogel delovati v vsakdanjem življenju. V gibanju Povežimo Slovenijo verjamejo, da je to ta pot, preko katere bi to demokracijo mogli živeti tudi v Sloveniji. Po besedah Čuša, predsednika Zelenih Slovenije, že 30 let vlada v slovenskem prostoru razdvojenost, kreganje, pretiranje v pogledi v preteklost, ne ali premalo posvečanje realnim problemom. Demokracija tako rekoč postaja tekmovalnost. Naš cilj je seveda razširiti to idejo. Poglejte, vsekakor smo različne stranke med sabo uspele preseči neke pomembne razlike, bi rekel, in to ni zdaj interesno združenje, kot nekateri želijo prikazati, ampak predvsem, da širimo to idejo sodelovanja pa povezovanja in da to bolestno razklanost naše ljube države in državljank in državljanov presežemo in da sedemo vsi za isto mizo in da se zavemo, kaj so problemi, ne pa da še eni kar skačejo in rešuje drugo svetovno vojno ali še kaj drugega. V stranki Zelene Slovenije, ki predstavljajo zeleno tega gibanja, v stranki želijo uvesti predvsem zeleni realizem, torej realno zeleno politiko.
Torej tudi mi se zavedamo, da potrebujemo investicije, delovna mesta in fuj in fej zdaj po vsakemu, ki hoče kaj narediti državi, seveda treba spremeniti in moramo za isto mizo sesti tako tisti, ki bi investirali, tisti, ki bi delali, pa seveda tudi okoljski vidik moramo upoštevati, trajnost. In prepričan sem, da tudi to eno sporočilo, ki ga širimo, se že dobro prijemlja, če rečem malo po domače, vsekakor pa prihodnost, ki je še lahko rečem polna izzivov in dosti bomo morali reševati. Po besedah Franca Kanglerja, državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve, je povezovanje tisto, ki bo kreiralo prihodnost Slovenije in slovensko politiko. V gibanju mislijo drugače, poevropsko, tako kot se spodobi za demokratično državo in demokracijo, povezujejo in združujejo, ne na podlagi ideologije, ampak na podlagi potreb. Namen gibanja je, da zaenkrat za vse večne čase prekinemo izključevanje v Sloveniji. Slovenija se sicer znašla v enem političnem krču, kjer izključujejo nekatere drugače misleče. Mi v Povežimo Slovenijo povezujemo in združujemo, ne glede na to, kako kdo misli in kakšno ima vizijo. Samo z dialogom se odpravljajo konflikti in jaz sem prepričan, da smo mi tisti poklicani, ki lahko dokažemo v Sloveniji in v Evropi, da je pomembno vse združevati in povezovati. Kangler je prepričan, da bodo po vsej verjetnosti odločali, kakšna bo prihajajoča vlada. Sem zelo vesel, da je dialog med vsemi strankami in akterji Povežimo Slovenijo vzpostavljen, da več ali manj imamo kandidate že izbrane in usklajene. V nekaterih volilnih okrajih pa še preverjamo javnomnenjske ankete, komu boljše kaže, za tistega se bomo odločili. Marjan Podobnik, predsednik Slovenske ljudske stranke in vodja volilnega štaba gibanja Povežimo Slovenijo, je povedal, da je potrebno v tej tragično razklani družbi v Sloveniji narediti nekaj revolucionarno drugačnega, če želimo, da pride do ključnih sprememb. Tako smo se povezali pravzaprav stranke in skupine, ki sodimo v 3 skupine v Evropskem parlamentu. Evropsko ljudsko stranko, liberalno stranko in zelene. Se pravi, popolnoma na mnogih področjih različni, ki nas pa povezuje želja, da bi iskali najboljše rešitve na način, da se ljudje različnih pogledov spoštujemo in skupaj iščemo dobre rešitve v skupno dobro za Slovenijo, za Slovence, za vse slovenske državljane. Po besedah Podobnika v gibanju želijo, da je konec teh delitev. To pa je osnova za drugačno Slovenijo, takšno Slovenijo, kakršno smo si izborili ob osamosvojitvi in v kakršno smo verjeli, ko smo šli na plebiscit pred 30 leti. Sicer si pa želimo Slovenijo, ki bo zagotavljala polno samooskrbo s hrano, kjer bo življenje na podeželju postalo privilegij, ki bo decentralizirana, kjerkoli boš živel, da boš imel enake izhodiščne možnosti za kakovost življenja, za razbremenitev s to birokracijo, ki uničuje, za enakost pred zakonom, zato da ima vsak možnost, da izživi svoje življenjske, človeške želje in sanje. Torej, da preprosto ni važno, kje si se rodil, kakšnega poklica si, kdo so tvoji starši, a so iz partizanske ali domobranske familije, leve, desne, a si se cepil ali se nisi cepil, ampak da smo vsi zaželjeni, da nihče ne bi ostal sam. Po besedah dr. Mitja Slavinca, državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je v našem Prekmurju skrajni čas, da se povežemo, da povežemo Prekmurje. Povežimo Slovenijo povezuje celo Slovenijo. Jaz v Prekmurju bom te slogan višno obrnil v Povežimo Prekmurje, zato ker za Prekmurje, če ne bomo sami nekaj napravili, in to se je že tudi pokazalo, tudi nišče drugi za nas ne da se pobrigo. In skladni regionalni razvoj je tisto, kar sem ga že na ministrstvu celi čas zagovarjal, kar zagovarjam, in tudi prek Povežimo Prekmurje sem višen, ko bomo lahko to delali dalje. O načrtih v prihodnje dr. Mitja Slavinec pove: Videl sem, ko sem kot državni sekretar dobil določene škarje in to platno krojo čim bolje po meri Prekmurja. Kaj si želim, ko bom imel še večje škarje in še večjo platno, ker bomo lahko za moje Prekmurje napravil čim bolje koristno, pa tako, kad je šlo na našo mero. Preko videoklica se je na srečanje oglasil tudi profesor dr. Ludvik Toplak, predsednik samostojnega visokošolskega zavoda v Mariboru Alma Mater Europeja.
Poudaril je, da je v Sloveniji potrebno politično povezovanje. Ob tem je še povedal, da to razklanost, ki je umetna, politična, navržena, lahko gradijo samo na teoriji razklanosti tako imenovanega nepojmenljivega konflikta ali na teoriji sovraštva. Omenil je še tudi, da je v Sloveniji potrebno povezati gospodarstvo, kulturo in znanost. Vse to za dobrobit Slovencev. Toplak verjame v povezanost politike kot glavno izhodišče. Srečanja se je tudi udeležil Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po besedah ministra v okviru gibanja Povežemo Slovenijo želijo povezati bolestno razdeljen slovensko-politični prostor. Prostor, ki je v krču in duši slovenske razvojne potencijale. Po njegovem mnenju je nujno potrebno, da zdrave sile v Sloveniji stopijo skupaj, se zazrejo v prihodnost in da ustvarjajo pogoje za to, da bodo vse kreativne možnosti slovenskega naroda v obeh sektorjih, v javnem in gospodarskem, dale vse od sebe. Vedno ni lahko, poti so težke. Če bodo, po besedah Marka Balažica, s svojim zgledom kazali, da zmorejo premostiti te razlike, če bodo aktivno delovali po tej poti in bodo dovolj dobro nagovarjali ljudi, da bo ta kritična masa postala dovolj velika, bo tudi v Sloveniji bolje. In to je ta pot, zakaj so v gibanju Povežemo Slovenijo skupaj. Tako si prizadevajo, da v Sloveniji delajo korak naprej samo zato, da bo vsej Sloveniji boljše.